Pozdravljeni, moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapevt. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakodnevnem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se, pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak torek ob 17. na Ljubljana TV. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Odkrivamo nova obzorja, torej širimo zavest, dvigamo vibracijo vseh ljudi na tem našem ljubem planetu oziroma najprej v Sloveniji. Z menoj danes je izjemna in čudovita gostja, raziskovalka in univerzitetna profesorica. Študij kemije je končala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in doktorirala s področja molekularne genetike na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Izobraževala se je in delovala na številnih akademskih ustanovah v Evropi in ZDA. Odkar pomni, je njena velika strast raziskovati, kako deluje narava in življenje na najsubtilnejših ravneh. Razvijati svojo življenjsko filozofijo in notranjo etiko in izražati se s slikanjem. Kot raziskovalka objavlja številna mednarodno odmevna dela s področja molekularne genetike in epigenetike. V svojih raziskavah povezuje tudi znanost in duhovnost in s tem odpira nova področja raziskovanja in poučevanja. Preko študija, razmišljanja in meditacije se ji odpirajo razširjena doživljanja sveta. Tudi preko intuicije in notranjih vizij, ki jih prizemljuje na slikarskem platnu in v zadnjih letih tudi v pisani besedi. Hvaležnost, zaupanje predaja življenju sovodila, ki omogočajo prehajanje na višja stanja zavedanja v radost, mir in enost. Počaščen sem, da je danes v naši družbi izjemna, čudovita gostja, profesorica, doktorica Metka Ravnik Glavač. Dobrodošli. Hvala za povabilo. Ja, res mi je, ko sem gledal tisti vaš video o epigenetiki in o različnih učinkih meditacije, ker jaz sem namreč z meditacijo, začel sem z transcendentalno meditacijo v gimnaziji, ko sem imel te hude epizode depresije in mi je takrat izjemno pomagala, sem se brez antidepresivov pobral, torej dejansko šel na višji nivo zavedanja takrat in me je fasciniral ta video in sem rekel, wow, končno obstaja nekdo, ki je tako visoko izobražen z doktoratom, ki res raziskuje na najbolj znanstven možen način in hkrati proučuje tudi učinke meditacije. Neverjetno. Res mi je noro, sem navdušen. Hvala. Ja. Kakšna beseda mogoče o zadnjih teh izsledkih, teh raziskav, ki ste jih delali, Ja, v bistvu te raziskave smo delali že kar par let nazaj, vendar je kar trajalo nekaj časa, da so bili potem objavljena tudi v znanstveni reviji. Čeprav smo nekako bili prvi, ki smo začeli s tem, kako v bistvu meditacija in pač višja stanja zavedanja, ki jih meditator skozi meditacijo doseže, lahko vplivajo na celotno naše telo. Ker prejšnje raziskave so v glavnem kazale, kaj meditacija povzroči na možganih, kako se spreminjajo možganski tokovi, kako se spreminjajo recimo tudi anatomija možganov, kako se razni nevrofiziološki parametri spreminjajo. No, mene je pa posebej zanimalo, kako pa meditacija vpliva na celotno telo. In ker se pač ukvarjam z molekularno genetiko, sem pač želela preveriti, kako v bistvu nek tak proces, ena seansa meditacije, nekega zelo
izkušenega meditatorja vpliva na celotno telo, se pravi, kako lahko mi v vzorčku periferne krvi meditatorja določimo razlike v izražanju genov pred meditacijo in po meditaciji. In kakšni To je so bil začetek nekako, no, kar je v bistvu našo raziskavo, ki sem jo delala v sodelovanju z Inštitutom za neurofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani. Oni so, skupaj z njimi smo merjali EEG spektre teh meditatorjev, ker v bistvu mene je zanimalo, a res ti meditatorji meditirajo. Se pravi, jaz sem mogla najprej vedeti, a se to pokaže na teh možganskih tokovih, valovih, in potem sem bila šele pač prepričana, da res oni pač imajo neke drugačne tudi grejo v alfa, v teta stanja, možganskega ja, v delovanja. bistvu je šlo najprej v alfa, potem še v teta, ker do zdaj, do prej so bile raziskave tako nekako narejene, da so samo pričevanja teh meditatorjev upoštevali, in potem pač gledali, ena raziskava je bila pred mojo oziroma pred našo, je bila že narejena tudi na nekih teh genetskih parametrih, vendar niso merili teh možganskih tokov, Jaz sem pa pač želela narediti nekaj bolj kompleksnega, kjer smo pač merili možganske tokove, vzeli smo pač to poročanje, njihovo poročanje meditatorjev, kaj med meditacijo doživljajo, in pa še potem to genetsko analizo, se pravi izražanje genov pred in po meditaciji. Se pravi, jaz sem pač takrat v tej začetni fazi sem imela dva izkušena meditatorja samo, ki sta vsak ponovila svojo meditacijo po 3-krat in so potem povprečje teh rezultatov povzela od vsakega posebej in potem še primerjavo med njima. In kaj se je pokazalo? V bistvu, še to moram prej povedati, da mene je najbolj zanimalo to višje stanje zavedanja, ne samo neka relaksacija, ker, ampak res stanje enosti, recimo. stanje, ko je pač ta meditator začuti, da je to drugačno stanje od tega običajnega stanja, in sta pač te dva meditatorja tudi opisala to na tak način, da se pač vidi, da je ta občutek enosti, potem, ko nekako vsi te upor telesa izgine, potem egoistične misli oziroma vse, kar je v zvezi s temi telesnimi, egoističnimi pač naravnanostmi, se nekako izgine, Ja, ni nobene posebne želje, pač sam neki občutek enosti z vsem, na ta način, in potem, ko je pač bilo to pričevanje in ko je bilo to tudi pokazano s temi meritvami encefalograma, in potem, ko smo še pač na teh molekularnih nivojih pokazali, sem pač sklepala, da verjetno res se med meditacijo dogaja nekaj subtilnega v celotnem telesu, kar se potem odraža na teh nivojih, Se pravi, kateri procesi so se najbolj je vplivalo to na imunski sistem, potem na plastičnost možganov, funkcij možganov, potem na procese, ki so povezani z vzdrževanjem celovitosti genoma, potem mehanizmi, tudi neki mehanizmi, ki so povezani z rakom, so bili spremenjeno izraženi, potem in pa seveda številni epigenetski procesi, ki so pa verjetno tisti, ki v bistvu omogočajo vse te spremembe, ki sem jih najprej povedala, Da so epigenetski procesi tisti, ki
preko katerih se potem izražanje drugih genov tudi spremeni. Odlično. Greva na kratek predah, bova nadaljevala. Zelo je zanimivo poslušati ta vaša dognanja, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Dobrodošli, pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Danes se pogovarjamo o epigenetiki kot mostu med okoljem in genskim izražanjem. Danes z menoj je čudovita izjemna gostja, profesorica doktorica Metka Ravnik Glavač. Torej raziskave. Raziskave so bile objavljene tudi v prestižnih revijah medicinskih. Prej sva se že pogovarjala, da niste želela, da bi bilo v nekih teh alternativnih variantah, ampak dejansko... Ja, ker je bila pač to znanstvena raziskava, sem želela, da je to objavljeno v pravi znanstveni reviji, in potem je bilo to pač sprejeto v reviji, ameriški reviji Consciousness, ja. Consciousness and Cognition. Ja, zavest in pač cognition bi kako prevedel. Kognicija kot en kognitivni proces, kako vpliva. Se to težko v bistvu prevajati, ker so v bistvu pojmi, ki tudi niso čisto jasno definirani, sploh kaj to je. Tako da, ja, potem, to sem še hotela povedati, da sem bila pač tudi jaz v bistvu presenečena, ker je bila toliko velika razlika v bistvu v tem izražanju številnih genov, ki so vključeni v te procese, ki sem jih prej omenila. Ampak potem so še drugi raziskovalci delali in so ravno tako objavljali potem v teh revijah, tudi znanstvenih, in so v bistvu potrdili vse te rezultate, da je pač to izražanje številnih genov se spremeni že po zelo kratkem času, se pravi po pol ure do 1 ure meditacije se to pozna na telesu. Zdaj pa vprašanje je, takih raziskav pa še ni v bistvu, ki bi pokazali, koliko časa v bistvu potem ta sprememba drži. V bistvu pa je sigurno tako, če večkrat to ponavljamo, da verjetno postane bolj konstantna, tako kot je pač to značilno za epigenetske procese, ki so v bistvu tudi taki, da če jih neko navado ali neko pač stvar, ki jo ponavljamo dolgo časa, da se nekako vtisne v ta epigenetski spomin in lahko se potem ve se, da se to prenese v naslednje generacije celic, lahko pa celo v naslednjo generacijo potomcev. Tako, torej ta transgeneracijski epigenetski vpliv. Mogoče za naše gledalke, gledalce, verjamem, da niso vsi zdravniki ali pa molekularni genetiki. Epigenetika, epi pomeni nad, torej obstaja kontrola, ki je nad geni. Mogoče s kakšno poljudnimi besedami. Ja, v bistvu epigenetika pomeni, tako kot ste že rekli, nekaj, kar je nad, sama beseda. Gre pa za to, da v bistvu te procesi, ki spremenijo izražanje genov, niso povezani direktno s spremembo v zaporedju DNA oziroma DNK. Se pravi, zaporedje, če se spremeni, rečemo mutacija ali pa variacija ali pa pač polimorfizem, in ta lahko vpliva na izražanje gena. Zdaj, v tem primeru pa ne gre za tako spremembo, ampak gre za spremembo, ki se dogodi nad tem nivojem. Se pravi, več je teh različnih procesov. Proteini, remodelacija kromosomov. Ali je metilacija, DNA je en najbolj tak raziskanih procesov. Ne vemo še, če je najbolj pogost, je pa najbolj raziskan. Drug je potem ta modifikacija histonov. Histoni so pač proteini, v katerih je DNA ovita, in pa potem še modifikacija ali pa remodeliranje kromatina, kjer je pa v bistvu to, ko se DNA, ko je pač navita okrog teh histonov, se potem lahko še bolj skompaktira skupaj, in odvisno od tega, koliko je zrahljana ali pa koliko je trdno navita, je potem lahko možno, da pride do
izražanja genov ali pa ni možno, da pride do izražanja genov. Če bolj zrhlana pride, če pa ni. In ti procesi so hitrejši, kot so pač mutacije, a ne, ki nastanejo, zato pač so te, ki regulirajo, neki uravnavajo izražanje genov. Potem so pa še ena velika skupina, a ne, teh epigenetskih procesov, na katerih tudi jaz veliko delam osebno, raziskav, so pa nekodirajoče RNA molekule. To so pa pač tisti del genoma, ki se ne prevede do proteinov, ampak ostane, samo ostane na prepisu, a ne, da se pač DNA prepiše v RNA. No, o tem zdaj veliko slišimo od RNA, a ne. No, ta RNA ne kodira za proteine, ampak ima ogromno funkcijo pri tem, da tudi uravnava izražanje genov. In to je pač tudi zdaj eno najbolj raziskanujočih področij, ki jih v bistvu zdaj tudi že pri nas raziskujemo. No, jaz sem pač tudi predmet naredila, en je pač v teh nekodirajočih RNA za študente medicine, no, to je izbirni predmet. Ko sem jaz bil, še ni bilo. Ne, to je pač dosti novo področje, ki smo ga pač začeli razkrivati zdaj v zadnjem času. Končno, ja. Ampak je v bistvu izgleda zdaj najbolj pomembno, skoraj zaradi tega, ker je v bistvu vse uravnavanje genov zavisi od teh procesov, ne. Zdaj, kakšno bo pa naše izražanje v vsakem trenutku, a ne, pa za koliko časa, pa na katerem mestu genoma, je pa pač odvisno, kakšni smo, kako se počutimo, a smo zdravi, a smo v slabem, ne vem, takem slabem počutju, psihičnem. Torej vpliva, ne? In kako se mi, mogoče še bolj povedano, odzivamo na te vplive, ki pridejo iz okolja, definira, ne? Kako se bodo te geni izražali. Ja, ampak je pa v bistvu smo, a ne, en tak proces, mislim, sam naš telo je v bistvu en tak dinamičen proces, in življenje je večno spreminjanje. Niti en trenutek nismo enaki, kot smo bili prej. Kot sončni zahod. Tako vsakič je drugačen. Vsakič je drugačen. Mi smo pa še bolj vsak trenutek drugačni. Drugače se ukvarjate tudi z v bistvu pravite, pridejo dol, ne, te melodije oziroma pač besede kot poezija, a ne, in bom zdaj prebral, a ne, eno tole, zelo lepo. Katera boste zbrali, prav zanima. No, kar ta prva, najbolj tako sem jo pogledal. Pridi z mano, življenje, prek širnih poljan zaplavajva skupaj do konca obzorja, kjer se odpira brezno resnice. Daj, potopiva se vanj v zaupanju ljubezni, vse globje in globje, do najvišjih nenehnosti, vseobsegajoče radosti. Wow, zelo globoko, zelo globoko. Kako ste sama začela nekako povezovati? Kaj je bila tista mogoče izkušnja? Ali pa ponavadi vemo, nekdo rabi neko izkušnjo, da ne kot ortoznanstvenik se nekako odloči povezovati tudi ta duhovna spoznanja, neke globja doživljanja, a ne. Ker človek, vemo, ni samo fizično telo, je zelo kompleksno bitje, ki ima več nivojev, tako da mogoče kakšna beseda na to temo še. Ne vem točno, kaj bi rekla, ampak vem, da že od otroka sem zelo raziskujoča v vseh smereh, se pravi, tako me zanimala pač ta, kot sem že prej rekla, ne, to, kako je življenje, kako je narava zgrajena iz teh najmanjših delcev in kako se to skupaj deluje. Po drugi strani, zato pač se tudi nisem mogla odločiti, kaj bi šla v bistvu študirati med atomsko fiziko in biokemijo. In potem sem se pač odločila, zato ker sva se nekako svojo dvojčico mojo skupaj odločili, da greva študirati to. No, potem pa, po drugi strani pa to
bolj duhovno, umetniško, ravno tako že od otroka, slikanje, risanje in pa tudi razmišljanje in ta majhna razsvetljenja, ki so se mi vsak večer dogajala, preden sem zaspala. Se spomnim, ko sem bila še otrok, ko se mi je pač malo novega svetka odprla in sem začutila eno drugo dimenzijo življenja. To se spomnim že čisto od majčkega otroka. In ja, ne vem, to je nekako izgleda z mano prišlo na ta svet. Je že na nivoju duše zapisano, ne? In da bo človek izkušal določene izkušnje duhovne, da bo začel meditirati, da se bo začel odpirati na te višje dimenzije življenja, ne samo fizične aspekte. Ja, potem pa pač še skozi življenje, mislim, skozi me zanima, zakaj sploh kaj je, a ne? Zakaj ni nič. Ampak potem pa sem tudi nekako to molekulo DNA, ki sem jo potem, pač se mi je tako prikupila, sem začela študirati kot nekaj, kar je v bistvu izvor vsega živega življenja, ne. Da je v bistvu nekaj, kar je v bistvu samo informacija in je nekaj, kar je v bistvu najbližje tistemu, kar še ni materialno, kar je še nekje med duhovnim in materialnim. Tako. In dokler se ne izrazi, v bistvu še ni nič. Ko se izrazi, je pa lahko vse, a ne, kot omnipotentna celica, recimo. Tako. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemna gostja, profesorica doktorica Metka Ravnik Glavač. Zdaj bom prebral še eno poezijo oziroma še en zapis, ki se je spustil iz nekih nivojev, ki so onkraj tega materialnega. Zdaj tu sem in zdaj tam, ko srce odpre se. Med nič in vse prehajam in v meni ta nemir prebujajočega miru. Wow, zelo lepo. Kakšna refleksija mogoče na to besedilo? Kako je nastalo? Ja, mogoče na to, ja. Ja, v bistvu velikokrat tako čutim, a ne, ko sama nekje čutim, da grem na mogoče malo drugačne nivoje zavedanja vsega. In je nek ta nemir takrat, ko si nekje blizu, da nekaj novega spoznaš ali se ti odpre neko novo okno. Pač to je takrat v bistvu nastalo v takem občutku tega nemira, ko začutiš, da si blizu, ampak ne, še čisto tam. Odlično. Torej, sama se tudi ukvarjate z meditacijo, z jogo, recimo, ne? Katero vrsto, katero tehniko? Ja, jaz sem največ to kundalini jogo, kjer gre tudi za krije, to se pravi razne potem dihanja in še gibi telesa zraven. Tako da in pa pač dvig te energije po hrbtenici in navzgor, ne? In pa v glavnem to, ne, da pač to svojo bazično energijo lahko dvigujemo na višje nivoje in to nam pač odpira potem zavedanje in to so pač neki lastni občutki, ki jih je treba doživeti, neka vedenja. To niso verjetja, ampak v bistvu so vedenja. Lastna izkušnja je zelo pomembna, ne? To v bistvu, to je težko govoriti, kako je, ampak je pa pač treba občutiti in ti občutki so tako lepi, da v bistvu si jih želiš še kdaj večkrat podoživeti, a ne. In potem, vsaj pri meni tako, pač moja lastna izkušnja je taka, da v bistvu, ko si večkrat v teh stanjih, a ne, ne rabiš več dolgo, da jih spet dosežeš, a ne. Pač lahko samo malo zapreš oči in
se lahko spet pojavijo. So pa spontana, ne? Niso nekako prisiljena. Ne moreš še izsiliti, duhovne izkušnje pride, ko odpreš srce, ko se predaš, zaupaš življenju, zaupaš izvoru, a ne, kakorkoli že. Tako da v bistvu meni se takrat tudi ponavadi, če sem res na teh nivojih, kadar čutim, da so pač drugačni, se mi potem tudi za zaprtimi očmi pojavljajo slike. Rišete tudi. Zato sem začela tudi to risati. Najprej sem s pastelom in velike vse te vijolične barve. V bistvu te podobe nekje vstajajo ven iz te vijolične megle. In ogromno je oči, ker oči meni simbolizirajo zavest. Zrcalo duše pravijo, ne? Ne vem, pač to se kar pojavi in potem pač to narišem. Zdaj sem pa tudi začela risati z akrilom na platno, prej sem bolj pač pastelna, pač na ta papir pastelni, a ne? Zdaj pa z akrilom. Odlično. Torej, dejansko smo prišli, bi lahko rekli, nekako do nekega časa tukaj na planetu Zemlja, ko se vseeno znanost in duhovnost lahko prepletata, lahko povezujeta. Za mene je to eno in isto. Ja, točno to. Isto ločenosti ni, ne? Je res le ena iluzija uma našega, ne? Ki ločuje, ne? In ko smo v tem samadiju, ne? Kot bi rekli, se res zavedamo, da je vse to ena in ista resnica, ko gremo onkraj te maje, iluzije ločenosti našega ega. Ja, ne. Deva še eno prebrati. Res? Ko so lepe. Ja. Zgodnje jutro. Pribudi v meni nešteto ptic. Iz srca bi rade tja do najvišjega neba. Telo prežeto z radostjo neminevnega se za zaprtimi očmi spogleda z očesom resničnega. Bi še kaj dodali tukaj? Nekaj tudi meni grejo, kar mravljenčki zdaj, ker to podoživljam. To so res ta višja stanja zavesti, ki jih dejansko težko pišemo z besedami. Tako, ne? Ne vem, najbližji približki mogoče bi bili občutek ene blaženosti, enosti, doživljanja resnice, vseobsegajočega občutka, da smo res povezani, da smo povsod, ali pa tisti še globlji občutek, da te sploh ni, da je samo še izvor, in da je vse on v resnici. Vse, kar vidimo, je on in tudi ta iluzija je on. Tako da to je res zelo globoko, zelo močno. No. Tudi sam sem doživljal večkrat ta stanja, bil tudi na intenzivu razsvetljenja, recimo, kjer... Jaz sem bila tudi tam. Tudi? Ja. Odlično, evo. Kjer se sprašujem, kdo sem jaz, ne? Kdo sem jaz, pa se gledamo, pa odgovarjaš iz uma stvari, butaš ven. Meni je bilo tam nekaj najlepšega. Noro. Kje ste bili? Kako čutiš vsako, mi smo potem imeli čist malo hrane. Čist malo. Kako res čutiš vsak zrnček riža, ki ga poješ, in tako hvaležnost. Jaz vem, da sem potem hodila po gozdu tam, kjer smo imeli to meditacijo, pač walking meditation, se reče, ko sam hodiš, nič z nobenim ne govoriš. Kako sem čutila vse z naravo, z vsakim drevesom, neverjetno. Ko se zliješ. Ko se res čutiš, da si tako radost, res. Tako da sploh ne moreš verjeti, zakaj se vse to po svetu dogaja. Ker so vsi ljudje ena ljubezen v bistvu. Kaj se, čuden. Če le prebudimo, to stanje zavesti. Se res. Jaz vem, ko sem prišla nazaj z tega intenziva, da bi tlele, ko sem hodila po Ljubljani, bi vsakega objela. Tak občutek, res. Ko je trajal kakšen teden, potem je pa to počasi zbledi. Tako da rabimo večkrat se spomniti, kdo smo, zares v svojem bistvu, da se res lahko povežemo z najglobjimi aspekti sebe, da doživljamo to resnico, ki je res vse, kar je. Deva še eno, pol pa še kakšno o molekularni genetiki nazaj. Preveč šla noter, V meni je sonce in smeh večnega jutra.
ko srce začuti dih tvojega koraka v lebdeči meglici. Ko atome moje biti sreča radost tvojega nasmeha. Ko moje oči zagledajo tvoje v izvoru stvarstva. Zelo globoko. Res, moj res globok poklon, to je nekaj onkraj tega. Ja. A ne? Onkraj zemeljskega. Ampak kako to združujete, kako vam uspe to res globoko resnico dati v to, kar delate v vsakdanjem življenju, poučujete študente medicine, ortoznanost, molekularna genetika, geni, izražanje, epigenetika. Kako to povezati? Zdaj tudi študente medicine poučujem že rahlo o tem, no? Tako, Ker sem pač naredila predmet izbirni molekularna biologija, povezave zavest, telo. Ja. In v bistvu samo znanstvene stvari pač preučujemo, oziroma študenti delajo seminarje, jaz jim dam znanstvene članke in potem pač se o tem pogovorimo in jih. Menda so navdušeni, ne? Ja. Jih morate kaj par odsloviti, ker jih je preveč. Ja, vsako leto imam preveč, ja. Tako da, in tudi sem videla, malo sem pogledala anketo, no, da sem res dobila 5. Bravo. Sem bila prav, tako da res z veseljem to učim. In sem tudi vesela, navdušena, da vedno več študentov medicine to sprejema in se jim zdi popolnoma samoumevno, da se to učimo. Ker tudi recimo na številnih univerzah v Ameriki imajo meditacijo, recimo, poučujejo, raziskujejo, uporabljajo v klinične namene. Tako da tudi te članke, ki jih pač potem seminarje delamo iz njih, za študente, oziroma oni potem delajo svoje seminarje iz te literature. V glavnem vsi so, recimo, vse te meditacije so narejene bodisi na bolnikih, ki imajo raka, in potem ugotovimo, kako, oziroma raziskovalci ugotovijo, kako jim pač tem bolnikom meditacija pomaga, da tudi nekateri tudi prej ozdravijo. In poleg tega, da se potem vidi, da na teh molekularnih nivojih pride do spremembe, recimo v dolžini telomer, recimo potem. Torej, da se ustavlja staranje, dejansko upočasnjuje staranje. Ja, to epigenetski procesi so itak povezani s staranjem. Recimo metilacija, se prav reče, da je kronološka ura človeka povezana z vzorcem metilacije v njegovem genomu in sta prav premo sorazmerni, se pravi, da ločeno število metiliranih mest v genomu na določenih mestih v genomu sovpada s kronološko uro, in so ugotovili, recimo, da pri posameznih, ki doživljajo dolgotrajen življenjski stres, se ta metilacija v taki meri spremeni, da kaže, kot da bi imeli višjo starost, kot jo imajo v resnici. Je pa pač vedno ena dobra lastnost tega, da je pač ta metilacija, epigenetski proces, reverzibilna, da v bistvu lahko, s tem, ko recimo vedenjsko terapijo ali pa psihoterapijo, lahko obrnemo nazaj to metilacijo in s tem spet tisto škodo, ki se je povzročila, odpravimo. Zato pač psihoterapija je na vsak način pozitivna. Torej, in jo zelo podpiram. In mislim, da jo vsak človek v bistvu rabi. Tako. Ni več to zdaj, bi rekli, samo za nekoga, ki ima neko psihično bolezen. Moj sin je tudi pač psiholog in se je zdaj tudi integrativno psihologijo vpisal in se veliko o tem pogovarjava. Sem še jaz rekla, da bom šla mogoče še jaz. Ker nikoli ne moreš do konca se narediti, celo življenje se je treba popravljati. Tako. Poboljševati. Gremo na višji nivo zavedanja. Nikoli. Super.
Okej, mogoče še za zaključek, a ne. Torej stres dejansko je, bi lahko danes rekli, eden izmed največjih dejavnikov tveganja za nastanek, bolezni. Številnih, skoraj vseh, bi Praktično rekla. vseh, a ne. Ja, od metabolnih Tako. do raka, do nevrodegenerativnih posod. Posod je vključen stres, ki potem se vemo, a ne, preko, glavno preko imunskega sistema, a ne, potem vpliva na vse te, bolezni, ki se potem zaradi tega pojavijo, ja. Pred rami v meni klasja vseh polj. Naj nežni cvetovi maka cvetijo tvojo milino. V vsakem mojem pogledu. Ni kaj dodati, ne? Bilo mi je res v čast, veliko veselje, moj en globok poklon za vse, kar delate, da res povezujete moderno znanost in duhovnost in da poučujete bodoče zdravnike. Ko bi le jaz imel možnost, ne, sva prej ugotavljala, ni bilo takrat možnosti, takrat ste bila glih v Ameriki. Pa ni bilo še tega predmeta. Pa ni bilo ko še bomo tudi tega šele v predmeta. Jaz sem to 2015. vedno pogrešal. Ne. Ja. Vedno sem bil zelo odprt za te druge pač stvari, a ne, oziroma za povezavo duhovnosti, znanosti in mi je vedno manjkalo v tej klasični medicini to, no, zato sem zdaj verjetno šel ta doktorat holistične medicine na Quantum University delati, ker bom pa lahko dejansko ta potencial, vse to, kar že vedno čutim, nekako še bolj dodelal, pa se izpopolnil v tem. Ja, ja. Ja, tako da res hvala. Hvala vam tudi. Ja. Res sem vesela, da sem lahko bila z vami in povedala, kar ste me vprašali in še kaj drugega. Tako, super. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci. Torej meditirajte, delajte na sebi, s tem seveda vplivate na izražanje vaših genov. Tako da hvala vam, ker ste, hvala vam, ker gledate to oddajo Prebujeno srce iz Slovenije in se vidimo prihodnjič.